Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. En lep dober dan vsem skupaj, seveda, spoštovane prostovoljke in prostovoljci, vsi navzoči. Prostovoljstvo je ena izmed najlepših in najpomembnejših oblik človekovega delovanja, saj predstavlja iskren in prelep dar posameznika družbi. Gre za nesebično dajanje časa, energije, veščin in ljubezni, brez pričakovanja osebnega dobička. Prostovoljstvo ima pomembno vlogo v oblikovanju družbe, saj omogoča izgradnjo boljšega sveta, kjer so posamezniki bolj povezani in nenazadnje tudi odgovorni za svoje skupnosti. Danes smo tu, da praznujemo in počastimo eno izmed najdragocenejših vrednot te naše družbe, prostovoljstvo seveda. Prireditev pod okriljem Mladinskega sveta Slovenije poteka že 21. leto zapored in dokazuje, kako pomembna je tradicija tega projekta, ki predstavlja zrcalo vztrajne predanosti k spodbujanju prostovoljstva v Sloveniji, za kar se vam kot predsednica Republike seveda iskreno zahvaljujem. In čeprav se svet okoli nas nenehno spreminja, ena stvar ostaja nespremenjena. Prostovoljke in prostovoljci ste srce in duša naše družbe. Kljub temu, da je Mladinski svet Slovenije največja krovna nacionalna mladinska organizacija,
se pri razpisu za najprostovoljko in najprostovoljca ne omejujete samo na mlade. Starostna raznolikost vseh sodelujočih v tem projektu skozi leta nas opominja, da prostovoljstvo ne pozna omejitev. Niti ni povezano z leti, ampak je povezano s srcem. Vsak izmed prostovoljcev je na svoj način prispeval k različnim vidikom naše družbe v dobrobit ljudi, v dobrobit skupnosti. Projekt se je skozi leta nenehno razvijal in prilagajal. Spodbujali ste inovativnost v prostovoljnem delu, kar je zelo pomembno, saj so prav inovativni pristopi tisti, ki lahko doprinesejo k še boljšemu angažiranju prostovoljcev v naši družbi. Danes podeljujemo nagrade, ki niso denarne, a imajo vendarle, osebno tako menim, veliko vrednost. So iskrena zahvala za nesebično nudenje pomoči in spodbuda za prostovoljno delo. Verjamem, da prostovoljci ne delate za priznanja, a vendar je pravično in prav, da ga poleg velikega spoštovanja prejmete za vse dobro, kar ste storili. Poleg tega, da danes častimo najprostovoljke in najprostovoljce, najmladinskega voditelja, posebne dosežke in najmladinski ter najprostovoljski projekt za leto 2022, se moramo seveda ozreti tudi v prihodnost. Pomembno je, da se kot družba zavedamo, kako ključni ste prostovoljke in prostovoljci vsak dan in ne zgolj takrat, ko se zgodijo katastrofe, in kako pomembno je, da vas po naših najboljših močeh podpiramo na vseh nivojih. Prostovoljstvo ne le da krepi našo družbo, temveč gradi mostove med ljudmi in spodbuja razumevanje ter povezanost, predvsem pa nam prav vi dajete upanje v humanost, še več, vsak dan nam kažete ta najlepši obraz človeka. Zato vsi skupaj poiščimo način, kako bomo oblikovali prihodnost prostovoljstva v Sloveniji in poskrbeli, da bo to neprecenljivo delo še naprej cvetelo in da se bodo spodbujali projekti, ko mladi naredite nekaj dobrega za skupnost, mi starejši pa vam moramo pri tem biti vsakodnevni zgled. Ob tem vedno znova poudarjam pomen medgeneracijskega sodelovanja, pomoči, podpore in solidarnosti. Ob današnjih nagrajencih in ob vseh vas, spoštovane prostovoljke in prostovoljci, me res navdaja optimizem. Prostovoljstvo je resnično darilo družbi, ki ampak res nikoli ne izgubi svoje vrednosti. Z vsakim prostovoljnim dejanjem se širi upanje in sočutje, ter se gradi svet, kjer je pomoč drugim vrednota, ki nas povezuje. Iskrene čestitke vsem iz srca. Hvala za vse, kar počnete. Jaz upam oziroma vem, da vas ta volja nikoli ne bo minila. Enkrat prostovoljec, verjetno vedno prostovoljec, prostovoljka. Želim vam še veliko prostovoljskih uspehov. Bodite srečni v svojem zasebnem življenju. Če boste srečni in zadovoljni doma, boste lažje pomagali drugim. Za srečo doma poskrbite sami. Srečo, ki jo prostovoljci dajete drugim, pa je vaše darilo tistim, ki morda v življenju niso najbolj srečni. Hvala lepa za vse, kar delate. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Projekt je k šibanju za dober namen spodbudil tudi nove širitve in to ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini.
Dnevi so se zlili leta, spet obujamo spomine, od kozarcev vina, večer je polno nostalgije, s kavo tega vrnem se lahko, nazaj na tista nora leta. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.